tretji oddaji se bomo dotaknili nasvetov o ustrezni izbiri hitrosti, kontroli hitrosti in izbiri terenov glede na vaše sposobnosti in vaše znanje. Vsak smučar je pravzaprav unikat, torej unikat v smislu njegovega znanja, njegove izbire terenov, ki jo prilagaja lastnemu znanju, zato je to sila pomembno iz razloga preprečevanja spet poškodb oziroma neprijetnosti na smučišču. Terenov danes imamo precej, vendar kljub temu izberite terene, ki ste jim kos, terene, na katerih lahko v vsakem trenutku primerno odreagirate in predvsem terenov, na katerih lahko svoje znanje primerno demonstrirate. Če nekoliko poenostavim, znanje smučanja danes je definirano s kontrolo hitrosti. Ta je tista, ki določa, ali je naše znanje primerno ali ne, oziroma sposobnost, da hitrost obvladamo. Na drugi strani pa je pomembno povedati, da so hitrosti v smučanju precej narasle. In ravno to je razlog mnogih tako imenovanih trkov. Primer iz prakse: pri hitrosti 60 km/h se smučar giblje precej hitro, torej nekje 17–18 metrov na sekundo, kar pomeni, da v času 2 sekund, kolikor je normalna reakcija na neko netipično situacijo, prepotuje 35 do 40 metrov. In ravno zato se večkrat zgodi nesreča, ko nekdo omeni smučarja, pravzaprav nisem niti opazil, pa vendarle je prišlo do trka. Poudarjam še enkrat, prilagodite hitrost svojemu znanju in svojim sposobnostim. Tokratne informacije o tehniki smučanja se dotikajo vprašanja, kako kontrolirati hitrost bodisi v kratkih ali dolgih zavojih. Rekli smo že v preteklosti, da kombiniramo dve tehniki, tako imenovano oddrsno tehniko z vrtenjem stopal oziroma zarezno s tako imenovanim zračanjem stopal. Kljub vsemu hitrost narašča in potrebno jo je kontrolirati. To je možno narediti na dva načina. Eden je z zapiranjem zavojev, kjer prihaja ob koncu zavoja do pojemka, in drugi je seveda z načinom oddrsa v samem pohodnem delu zavoja, tam, kjer smuči, rekli smo, plosko vrtimo in s tem zaviramo. Ko smučamo v ožjem hodniku oziroma v krajših zavojih, pa je uporaba oddrsne tehnike tako ali tako uporabljena v pretežnem delu zavoja in že to samo po sebi pomeni, da je hitrost pod kontrolo.